Življenje žvižgača je zapleteno in zastrašujoče. Ljudje, ki razkrivajo skrivnosti, si zelo hitro pridobijo sovražnike in v mnogih primerih so prisiljeni za nekaj časa izginiti iz javnosti ali pa v najslabših okoliščinah izginejo zaradi tistih, proti katerim so spregovorili, ter jih nikoli več ne vidimo ali slišimo. Kje je Pragya Agnilegora? To vprašanje ostaja neodgovorjeno že zadnjih 15 let. Rođen je bil na Šrilanki, kjer je obral več uspešnih poklicnih poti. Pragya je delal kot karikaturist, politični analitik in novinar. Njegovo zadnje izbrano področje dela je znova prinašalo lastna tveganja. Zdi se, da Šrilanka ni bila veliko varnejša od Eritreje, ko je šlo za novinarsko skupnost. Pragya bi pisal za novičarsko spletno stran Lanka e-News. In v prostem času se je očitno ukvarjal s preiskovanjem nečesa, kar bi šrilanška vlada raje ohranila v tajnosti. Po navedbah urednika novic, ki je kasneje pobegnil v ZDA, je Pragya izvajal preiskavo o uporabi kemičnega orožja strani vlade v zadnjih fazah vojne. Dogodek, na katerega se je skliceval, je bila brutalna državljanska vojna, ki se je začela v 80-ih letih in končana leta 2009 ter raztrgala otok. Spor je izhajal iz etničnih napetosti med Tamilci in Cingalci. Toda to je bila le površinska težava. Pravi vzroki so bili veliko globlji in so izhajali iz kolonialne zgodovine Šrilanke. Pragya je izrekel resno obtožbo, ko je začel poglobljeno preiskavo delovanja vlade, s čimer je na koncu postal tarča za utišanje. Domnevno razkrita diplomatska depeša ZDA je trdila, da sta tako MKCK kot visoki komisar Indije nakazala, da so njihove medicinske ekipe zdravile ranjene med vojno. In niso našli nobenih dokazov, ki bi nakazovali uporabo kemičnega orožja ali fosforja, prav tisto trditev, ki jo je novinar preiskoval. Samo to pa ni moglo ovreči teorije, da so bila kemična orožja uporabljena v zadnji fazi vojne. In če je vlada prepričana, da do takšne kršitve ni prišlo, zakaj so potem čutili potrebo, da se znebijo Pragye? Leta 2008 je napisal informativni članek, v katerem je diplomatov namignil, da je šrilanška vlada uporabljala kemično orožje proti prebivalcem na severu. To se je zdelo kot zaključek njegovih preiskovalnih prizadevanj, ki pa ne bi bil dobro sprejet. Sprva je vlada preprosto zanikala obtožbe, vendar se je do avgusta 2009 Pragya soočal s strašnimi posledicami svojih trditev. Tistega leta se je skupina posameznikov pripeljala do njega z belim kombijem, vozilom, za katerega je znano, da ga uporabljajo varnostne sile in obveščevalne službe Šrilanke. Novinarja so pridržali in odpeljali. Domnevno so ga njegovi ugrabitelji privezali na drog pod neznosno vročino močne svetlobe. Zasliševali so ga na mučen način in mu celo odrekli zdravila za sladkorno bolezen in srce. Kasneje tisti dan so ga izpustili, vendar njegova svoboda ni trajala dolgo. Mesec dni kasneje, 24. januarja 2010, le 2 dni pred volitvami, je 50-letnik izginil. Nazadnje so ga videli njegova družina in nekateri sodelavci v predmestju prestolnice Colombo, potem ko je bil tarča nadlegovanja in groženj strani skrivnostnih sil, ki so ga skušale izslediti. Prejemal je več anonimnih telefonskih klicev in bil več mesecev pod nadzorom, kar je vodilo do njegovega drugega izginotja. Tokrat pa se Pragya ne bi vrnil. Družina je v upanju, da bo dobila kakršnokoli pomoč, prijavila izginotje osebe policiji, vendar prijave niso hoteli evidentirati. Februarja pa bi bila vložena zahteva habeas corpus, saj je družina zahtevala sodno odredbo, da se novinar pojavi na sodišču. Spet so naleteli na odpor. Organi pregona so zahtevale preložitev za preložitvijo in sčasoma je primer izginil iz javnosti. Pragya je bil še vedno pogrešan v skrivnostnih okoliščinah, zaradi katerih se je njegova družina spraševala, ali je še živ. Konec leta 2011 je nekdanji generalni tožilec povedal odboru ZN proti mučenju v Ženevi, da novinar živi v tujini, živ in zdrav, kar pa so mnogi sprejeli z rezervo. Leta 2015 so volitve prinesle preiskavo Pragye v roke oddelka za kriminalistično preiskavo, ki je kmalu začel zagovarjati teorijo, da je novinarja ugrabila vojaška obveščevalna služba in ga verjetno usmrtila brez ustreznega postopka. Kasneje sta 2 vojaška uradnika pričala na sodišču in trdila, da sta Pragyo videla v vojaškem taborišču kmalu po njegovem izginotju.
Preiskovalci CID bi preiskali to trditev, vendar vojska ni želela zagotoviti nobenih osebnih podatkov, vključno s podatki o lastništvu mobilnih telefonov, premikih vozil in evidencah dopustov. Te informacije bi lahko bile ključnega pomena za preiskavo in iskanje odgovorov v zvezi z izginotjem Pragje. V naslednjih nekaj letih bi bilo v zvezi z izginotjem novinarke aretiranih več posameznikov, vendar so bili vsi izpuščeni. Sedinja in preiskave so se soočale s številnimi ovirami. Sodniki so se nenehno menjavali. Obravnave so bile preložene, izjave prič pa spremenjene. Eden od preiskovalcev CID, ki je vodil preiskavo izginotja novinarja, je na koncu pobegnil iz države, potem ko je domnevno prejel grožnje s smrtjo. Direktor CID je bil prav tako aretiran, kasneje izpuščen in nato upokojen, s čimer je Prago prepustil usodi. Leta 2019 se je sicer začelo sojenje 7 osumljencem, obtoženim vpletenosti v izginotje, vendar od takrat ni bilo večjega napredka, kar je privedlo do priporočila za oprostitev vseh osumljencev. Od njegovega izginotja dalje se družina Pragi sooča z nenehnim nadlegovanjem in grožnjami, medtem ko nadaljujejo iskanje. Boj za odgovore je bil zaman. Novinar ostaja zlovešče pogrešan, pravica pa še vedno ni bila dosežena. Poskušal je ponovno osvetliti temno temo kemičnega vojskovanja, a so ga utišali, kar je vsakogar, ki si upa spregovoriti proti dejanjem vlade, uneslo strah. Izginotje od takrat služi kot opomnik, kdo ima oblast in kako daleč so pripravljeni iti, da bi jo obdržali, tudi če to pomeni izvajanje prisilnih izginotij in usmrtitev lastnih državljanov ter zlorabo svojih položajev moči. Januarja 2016 je kitajski novinar Li Chen izginil. Primer pa je polnil naslovnice časopisov po vsej državi. Amnesty International je poročala, da so ga nazadnje videli 11. januarja tistega leta in ugibali so, da je morda pobegnil v strahu za svoje življenje. Na dan, ko je Chen izginil, je svojemu partnerju poslal SMS, v katerem je zapisal, da je na poti proti meji med Tajsko in Laosom. Njegov partner je 2. februarja tistega leta prejel klic z policijske postaje Chengguan in povedali so mu, da se mu bo Ching oglasil naslednji dan. To se je izkazalo za resnično, saj je 3. februarja prejela njegov telefonski klic, nato pa so prišle na dan resnične okoliščine njegovega izginotja. Bil je prisiljen pobegniti, potem ko je postalo jasno, da je njegovo življenje v nevarnosti, ne zaradi nečesa, kar je storil, ampak zaradi nečesa, česar ni hotel storiti. Ching je povedal, da so ga tik pred izginotjem kontaktirali kitajski varnostni uradniki, ki so začeli pritiskati nanj, naj jim ovaja svoje novinarske kolege. Želeli pa so tudi informacije o njegovi družini, prijateljih in znancih, kar se je Chingu zdelo sumljivo in tako je začutil, da bi sodelovanje s temi uradniki imelo katastrofalne posledice. Čutil je, da nima druge izbire, kot da pobegne, saj so mu povedali, da ga bo zavrnitev sodelovanja pripeljana v zapor kot izdajalca. Vedel je, da so tudi življenja njegove družine ogrožena, vendar je zavrnil delo kot ovaduh in pobegnil v Indijo. To zagotovo ni bila lahka odločitev, saj sta imela s partnerko 2-letno hčerko. Ko je pobegnil, sta morali ostati sami na Kitajskem in bal se je, da se jima bodo maščevali. Ko je prispel v Indijo, je zaprosil za azil, vendar so ga zavrnili. Nato je iskal alternativo in se preselil na Tajsko, kjer je nameraval zaprositi za azil, vendar ni znano, ali je to res storil, saj je nenadoma izginil na Tajskem. Ker že nekaj časa ni slišala za Chena, je njegova partnerka postala zaskrbljena, da so ga kitajski varnostni uradniki izsledili in da so ga bodisi ugrabili, kot se to pogosto zgodi, ali pa da ni več živ. Kasneje bi prišlo na dan, da je Chen med bivanjem v Indiji stopil v stik z več novinarji in jim posredoval seznam tem, o katerih on in njegovi kolegi novinarji po ukazu kitajske vlade niso smeli poročati. Prav tako je razkril, da je nameraval vohuniti za nekaterimi od teh novinarjev, saj so ga k temu prisilili uradniki, vendar je kmalu ugotovil, da tega ne more več početi iz moralnih razlogov, zato se je odločil pobegniti. Chen ni bil prvi novinar, ki je sledil tej posebni poti. 3 drugi novinarji so bili iz istih razlogov prisiljeni pobegniti na Tajsko, vendar jih je tajska vlada, ki je pri takih zadevah sodelovala s kitajsko vlado, na koncu vse vrnila na Kitajsko. In v enem primeru sta bila 2 novinarja, ki sta prejela status beguncev Združenih narodov, deportirana nazaj na Kitajsko, potem ko so ju obtožili kršitev priseljenskih zakonov, ki se v resnici sploh niso zgodile.
Xing se je po več mesecih izginotja končno znova pojavil na Kitajskem, vendar je ostal pod preiskavo in svoji partnerki ni mogel povedati, kje je, saj se je bal za njeno varnost. Še vedno ni znano, ali se je sploh kdaj vrnil domov, saj informacije o njegovem življenju po vrnitvi na Kitajsko nikoli niso bile objavljene. DeWitt Isaac, vztrajni glas svobode in človekovih pravic, bi bil še ena oseba, katere državljanske svoboščine so bile kršene. Dramatik, novinar in pisatelj se je rodil v Asmari, vendar je zaradi vojne leta 1985, ko je prišlo do spopada med Eritrejsko ljudsko osvobodilno fronto in etiopsko vojsko, pobegnil z tega območja. Leta 1992 je pridobil švedsko državljanstvo, vendar nikoli ni pozabil, od kod prihaja. Njegova kulturna identiteta je ostala neločljiv del njega. DeWitt si je pogosto ponavljal mantro: ne pozabi svojega jezika, svoje države, svojih korenin, rek, ki ga je na koncu pripeljal nazaj domov. Ko se je kaos polegel, je Eritreja pridobila svojo neodvisnost. Ambiciozni novinar se je vrnil in sledilo je uresničenje njegovih strasti. V Asmari je Devitova ljubezen do gledališča vodila do lokalne akrobatske skupine in otroškega gledališča Shuet. Njegovo ime je postalo splošno znano po izidu zgodbe 30 000, kratke zgodbe, ki je bila senzacionalizirana na radiju. Takrat je začel kariero v novinarstvu, potem ko je bil sprejet nov zakon, ki je dovoljeval zasebno lastništvo tiskanih medijev. Devitova vrnitev je bila zaznamovana z ustanovitvijo prvega neodvisnega časopisa v državi, znanega kot Sedet, katerega je kasneje soupravljal, potem ko je sprva začel kot sodelavec. Njegovi članki in poročila mu kljub temu niso prinesli nobene podpore strani vlade. Njegova pisanja so razkrivala perečo in vse bolj naraščajočo težavo, ki se je zdela nepopustljiva. Devitt, skupaj z drugimi pomembnimi osebnostmi, je začel javno spregovoriti in ti poklici so bili polni kritik. Aktivist je vse bolj opozarjal na nepravične, nepoštene in avtoritarne prakse vlade. Javnost se je začela osredotočati na življenjske razmere v državi in na to, kako so bile daleč od idealnih. Devitt je zagovarjal človekove pravice in opozarjal na kršitve, ki so se dogajale proti njim. Prav tako je postavil pod vprašaj pomanjkanje politične svobode in kritiziral zatiranje nasprotujočih glasov strani vlade. On in njegova skupina novinarjev so pozvali vlado, naj se drži obljub demokracije, ter zahtevali, da predsednik izvede prve splošne volitve v državi. In zagovarjali izvajanje ustave, kot je bila predlagana po doseženi neodvisnosti Eritreje. Prav tako so neposredno izvali avtoritarno smer, v katero je država šla, in pozvali vlado na odgovornost za njene prekrške. Razkritje je bilo sramota za voditelje Eritreje, ki so opazili spremembo pri civilistih, saj so ti zaradi tega tudi sami začeli zagovarjati svojo svobodo. Odziv na kritiko DeWitta ni bil lahkote. Vlada je sprožila eno največjih in najbolj brutalnih zatiranj v državi. Več novinarjev bi bilo aretiranih skupaj s skupino G, 15 skupino visokih vladnih uradnikov, ki so napisali in podpisali kritična pisma, v katerih so zahtevali izvedbo volitev. Bilo je septembra 2001, ko je bil med zatiranjem Devitt vklenjen v lisice in odpeljan izpred oči javnosti. Naslednjih nekaj let bi ostal v zaporu, medtem ko se je javnost spraševala o njegovi varnosti in ali je sploh še živ. Po prisilnem izginotju in brutalnem zatiranju bi bilo več neodvisnih medijev prisilno zaprtih. To je vključevalo tudi Sedet, ki ostaja trajno zaprt. Leta 2005 so končno dobili potrditev vprašanja, ko je DeWitt bil izpuščen iz zapora, kar mu je omogočilo dostop do zdravstvene oskrbe. Le 2 dni kasneje so ga ponovno aretirali in tokrat ga nihče nikoli več videl. Od leta 2005 mu je bil onemogočen stik z družino, prijatelji, sodelavci in celo z njegovim odvetnikom, kar je očitna kršitev človekovih pravic. Devitt ni bil le odrezan od zunanjega sveta, ampak se ni niti pojavil na sodišču. Zoper njega niso bile vložene uradne obtožbe in ni bil deležen nobenega pravnega postopka. Kljub temu naj bi ostal zaprt. Vprašanje o tem, kje je, so krožila še 2 desetletji kasneje, brez jasnih odgovorov. V začetku 60. let je Elizabeth Lawson, ki je izvirala iz Škotske, delala kot varuška v New Yorku, ko je zanosila.
Sčasoma je rodila hčerko, ki jo je poimenovala Paula in jo je morala vzgajati kot samohranilka, saj Paulin oče ni bil več prisoten v njenem življenju. Kmalu po rojstvu Paule se je Elizabeta odločila, da se vrne na Škotsko. Vendar ko so jo starši vprašali o Paulinem očetu, ni želela razkriti njegove identitete. To je njeno družino zmedlo, vendar so se odločili, da pustijo stvari pri miru in niso več drezali v to. A kot je bilo pričakovati, je Paula, ko je odraščala, začela spraševati o svojem očetu. To je Elizabeth pogosto spravilo v bes, svoji hčerki je preprosto ukazala, naj utihne, pogosto pa je Paula pri tem prejela tudi klofuto. Jasno je bilo, da Elizabeth nekaj skriva pred svojo družino, vendar je ostala molčeča in ni želela o tem govoriti z nikomer. Paula se je po smrti Elizabeth naselila v Fifu na Škotskem in izkoristila priložnost, da razišče identiteto svojega očeta. Odločila se je, da bo svoj DNK poslala v genealogijski laboratorij in ko so prišli rezultati, je bila presenečena, ko je ugotovila, da ima sorodnike, ki živijo v ZDA. Njena mati nikoli ni omenila, da bi tam živela kakšna družina, zato jo je to takoj zelo pritegnilo. Nadaljnja preiskava je razkrila, da je bil njen oče, Billy Elson Lawson, moški, ki je skrivnostno izginil potem, ko so odkrili, da je bil ovaduk policije, ki je razkril veliko informacij o mafiji. Zavedal se je, da bi bil v resni nevarnosti, če bi člani kriminalnega podzemlja kdaj izvedeli za njegovo skrivnost. A nekaj časa mu je uspelo zbirati informacije, ne da bi ga kot ovaduha odkrili. A nekega dne potem, ko sta se z Elizabeto spoznala, je nekdo iz mafije izvedel za njegove prave namene in odločili so se, da mu vzamejo življenje. Podrobnosti tega dogodka takrat niso bile znane, vendar je bilo gotovo, da so za Billyjem poslali plačanega morilca, ki mu je komaj uspelo pobegniti z življenjem. Bilo bi nemogoče, da bi ostal v New Yorku, saj je bil zdaj znan vsakemu kriminalcu povezanemu z mafijo. In ker je vedel, da je le vprašanje časa, kdaj ga bodo ujeli, se je odločil pobegniti v Teksas. Tam je spoznal in se poročil žensko, a ko je ta zakon propadel, se je preselil v New Jersey. Tam se je ponovno poročil, vendar ta zakon ni dolgo trajal. Na koncu se je ustalil v Arkansas, kjer je preživel preostanek svojega življenja. Paula bi kasneje izvedela, da nobena od Billyjevih žena nikoli ni izvedela za njegovo nevarno preteklost, vendar je morala izvedeti več o svojem očetu. Poiskala je in govorila z več člani Billyjeve družine, od katerih so bili mnogi previdni pri pogovoru z njo, vendar je na koncu našla nekaj odgovorov. Izvedela je, da je potem, ko so Billyja izključili kot ovaduha, nekdo podtaknil eksplozivno napravo v njegovo stanovanje, vendar ga ob eksploziji ni bilo doma. Zdi se, da je bila Elizabeta seznanjena z njegovim delom za policijo in je prisegla, da nikoli nikomur ne bo povedala, kje je Billy ali zakaj je nenadoma izginil. Paula je izvedela, da so Billyju leta 2009 diagnosticirali pljučnico in raka trebušne slinavke, kmalu zatem pa je umrl, ko je še vedno živel v Arkansas. Ideja, da je aktivizem nevarno početje, je tema, o kateri se ne govori pogosto. Izraz zagovornik človekovih pravic se uporablja za opis posameznikov in celotnih skupin. Ti ljudje se aktivno in kolektivno zavzemajo za zaščito človekovih pravic. Te demonstracije, čeprav so lahko mirne, pogosto prinašajo skrita tveganja, ki tvorijo zapleteno mrežo nevarnosti. V gibanju niso prisotne le skrbi glede fizične varnosti, temveč tudi kazenska in pravna tveganja. V zadnjih desetletjih so se številni aktivisti soočili z zapornimi kaznimi in globami zaradi številnih prekrškov. Soočali so se tudi z ekonomskimi izzivi, duševnimi posledicami in celo kršitvami zasebnosti. Eden najbolj zaskrbljujočih dejavnikov v skupnosti zagovornikov človekovih pravic se vrti okoli šokantne in skrivnostne oblike kaznovanja, ki jo vodi nepričakovana sila. Ta posledica je znana kot prisilna izginotja, torej skrivno ugrabitev ali zapor posameznika. Ugrabiteri so pogosto del vladnih sil ali celo skupina, ki jo država podpira. Svoje žrtve odvzamejo izpod budnega očesa javnosti, jih postavijo izven zaščite zakona in jih naredijo ranljive za nezaželene situacije, od splošnih kršitev do mučenja in grozljive smrti. Obstaja več vrst zagovornikov človekovih pravic, med njimi novinarji, vodje skupnosti, zagovorniki okolja, zagovorniki pravic staroselcev in aktivisti za stanovanjske pravice. Alceto Mora Marquez, venezuelski politični voditelj, bi spadal v kategorijo socialnega aktivista, pot, ki bi ga vodila v neznano usodo.
Alceto se že dolgo bori za spremembe in je velik del svoje politične kariere posvetil zagovorništvu za enakost in socialno pravičnost. Voditelj je postal član organizacij PRV, Fallen Ruptura in Tercer Camino. Pridružil se je tudi komunistični mladini in vodil socialistično ligo. Že zgodaj so bile Alcetu kršene njegove lastne pravice. Njegovo politično stališče je privedlo do njegove 6-mesečne pridržanosti strani Generalnega direktorata za sektorsko obveščanje in preventivne službe, znane tudi kot DSIP. Med pridržanjem je bil aktivist podvržen hudemu mučenju, zaradi katerega je ostal brez zob. To ni bilo dovolj, da bi moškega odvrnilo od njegovega stališča in njegovo zagovorništvo se je nadaljevalo. Zgodba Alceta bi se začela leta 2013, ko je razkril in obsodil še eno dejanje proti človekovim pravicam, mrežo tihotapljenja bencina in dizla. Avgusta tistega leta je delal kot generalni sekretar za upravljanje v guvernerstvu zvezne države Merida. Svoja mnenja je začel širiti prek družbenih omrežij, kritiziral vlado in razkrival domnevno mrežo tihotapljenja goriva, v katero so bili vpleteni uradniki podjetja Petróleos de Venezuela. Tihotapljenje goriva se nanaša na nezakonito trgovino s subvencioniranim bencinom iz Venezuele v katerokoli sosednjo državo, predvsem v Brazilijo in Kolumbijo. Nezakonita trgovina je donosna zaradi visokih cen goriva, ki so bile v drugih državah bistveno višje. Tihotapljenje bi na koncu privedlo do kolapsa naftne industrije in povzročilo pomanjkanje goriva. Alceto je bil izjemno glasen glede te nezakonite trgovine in je kazal s prstom na visoke uradnike, pri čemer je trdil, da izkoriščajo venezuelsko gorivo in s tem pravice civilistov. 2 leti po njegovi iskanju pravice glede te razkritja se zdi, da je imela vlada končno dovolj. Bilo je 27. februarja 2015, ko je aktivist v zgodnjih jutranjih urah zapustil svoj dom in odšel na delo. To bi bil zadnjič, ko ga je kdo videl živega. Nekaj trenutkov kasneje so družinski člani prejeli sporočilo, da ga zadržujejo agenti vojaške obveščevalne službe, kar naj bi bilo posledica preiskav v zvezi s tihotapljenjem plina. Natančneje, njegova preiskava bencinske črpalke Petróleos de Venezuela. V naslednjih nekaj letih so tudi nekateri njegovi bratje in prijatelji skrivnostno izginili. Bolivarske obveščevalne službe so ugrabile Jesusa Prada. Tudi njegov drugi brat, Eliseo Prado, je doživel podobno preizkušnjo, prav tako več njegovih prijateljev. O teh nenadnih izginotjih ni bilo razkritih veliko podrobnosti. Vse, kar je kdo vedel, je bilo to, da ga ni več. In tako je ostalo zadnjih 10 let. Le nekaj dni po izginotju Alceda, 5. marca, so se njegovi otroci oglasili in vložili prijavo zaradi prisilnega izginotja. Primer so predstavili pred znanstvenim in kriminalističnim preiskovalnim organom Meride. Nekaj dni potem bi bila prijava formalizirana pred javnim tožilstvom. Tukaj bi vložili zahtevo za habeas corpus, pravni postopek, s katerim bi izpodbijali očetovo pridržanje. Zahteva bi delovala kot sodni nalog, ki zahteva, da tisti, ki jo zadržuje, privede osebo na sodišče in utemelji njeno pridržanje. Sodnik je menil, da gre za primer prisilnega izginotja in je začel preiskavo. Preiskava bi se nadaljevala do konca junija, kar je povzročilo precejšnjo zamudo in neučinkovite rezultate. Primer, ki so ga vodili Alcedovi otroci, bi bil predan odboru Združenih narodov za človekove pravice, vendar so bili vsi napori še vedno zaman. Od takrat je minilo 10 let in družina Alceda je prejela zelo malo odziva strani oblasti. Ostali so v temi glede tega, kje je aktivist in celo njegove usode. Krivci za izginotje Alceda še naprej svobodno hodijo med njimi, kot da se ni nič zgodilo. V tem primeru je bilo imenovanih več osumljencev, vključno z bivšim guvernerjem Alexom Ramirezom in Luisom Martinezom Ricom. Družina verjame, da bi morali biti ti moški odgovorni za skrivnost, ki obdaja aktivista, ki je razkril korupcijo. Namesto tega pa naj bi te entitete domnevno ščitila vojaško-korporativna doktrina, zaradi česar izginotje Alceda ostaja nerazrešeno, vprašanja pa neodgovorjena. Flora Vovščin se je rodila v New Yorku leta 1923. Kot odrasla je obiskovala Univerzo Columbia, Univerzo Wisconsin-Madison in Barnard College, ker je postala članica Ameriške študentske zveze.
Tam je spoznala Marianne Berdizio in Judith Copeland, medtem ko je izražala svojo podporo Sovjetski zvezi. Močno je nasprotovala tudi dejstvu, da so ZDA leta 1941 nudile pomoč Združenemu kraljestvu. Leta 1943 je začela delati za Urad za vojne informacije, kjer so bili med drugo svetovno vojno nekateri zaposleni pod vplivom Sovjetske zveze. Urad za vojne informacije je bil takrat odgovoren za nadzor jezikovnih storitev in oddaj Voice of America. Kmalu zatem pa je Flora začela sodelovati s KGB. Rekrutirala je Judith Copeland, ki je na to sledila, in kmalu je Flora začela navduševati svoje nadzornike s količino informacij, ki jih je zbirala, medtem ko se je predstavljala kot knjižničarka v Uradu za vojne informacije. A očitno se je preveč uživela v svojo vlogo in jo je moral KGB opomniti, saj so menili, da postaja malomarna. Bali so se, da bo njena krinka razkrita in da bodo izgubili dragoceno sodelavko, ki jim je lahko zagotavljala notranje informacije. V njeno korist pa je štelo dejstvo, da je govorila več jezikov, vključno s francoščino, ruščino in slovanskimi jeziki. FBI je začel sumiti, da nekdo znotraj Urada za vojne informacije posreduje podatke KGB-ju, in ko se je vojna končno končala, so začeli iskati tega ovaduha. Ko je to izvedela, se je Flora odločila preseliti v Sovjetsko zvezo in ob prihodu tja se je odpovedala ameriškemu državljanstvu. To nikoli ni bilo potrjeno in z vidika FBI je preprosto izginila brez sledu, ter je nikoli več niso videli. Kasneje je prišlo na dan, zahvaljujoč dokumentu, ki so ga našli v 90-ih letih, da je za KGB v Uradu za vojne informacije med vojno delalo še več drugih vohunov in da je bila Flora le ena izmed mnogih ovaduhov, ki jih nikoli niso identificirali. Čeprav Flora morda ni bila najučinkovitejša med temi ovaduhi, so kasneje izvedeli, da je bila prav ona tista, ki je novačila Judith Copeland, ki je uspela posredovati nekaj zelo pomembnih, občutljivih informacij KGB-ju, od katerih se je veliko nanašalo na ameriške protiobveščevalne ukrepe. Poleg tega so odkrili, da je bila Florina mati, Maria Witcher, aktivistka komunistične partije ZDA, njen očim pa prav tako. Njena mati je bila znana pod kodnim imenom Dasha, njen oči pa kot King. Kasneje so odkrili dokumente, ki so pokazali, da sta sodelovala s KGB-jem in da je Witcherjeva posredovala informacije o elektronskih napravah, ki jih je ameriška vojska uporabljala med vojno. Medtem je FBI še vedno storil vse, kar je lahko, da bi našel Floro, da bi jo lahko sodno preganjali kot izdajalko, vendar je njena lokacija ostala neznana. Njena mati je kasneje izjavila, da je prejela novico iz Sovjetske zveze, da je Flora umrla, vendar to nikoli ni bilo dokončno potrjeno. Rudolf Diesel se je rodil nemškim staršem marca 1858 v Parizu v Franciji in je postal ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini. Prav ta posameznik je kot toplotni inženir izumil motor z notranjim izgorevanjem, ki nosi njegovo ime. Poleg tega, da je bil izumitelj dizelskega motorja, so ga opisovali tudi kot izjemnega poznavalca umetnosti. Bil je tudi jezikoslovec in družbeni teoretik. Rudolf je bil nedvomno izjemen. Velik del svojega časa je posvetil razvoju svojega motorja, prav tako pa je eksperimentiral z uporabo amonijaka in ekspanzijskega motorja. Do leta 1890 je zapustil svoj dom v Parizu in začel novo poglavje v Berlinu, kjer je dobil novo službo pri podjetju Linde. Le 2 leti kasneje je pridobil patent za svoj motor in naslednje leto objavil njegov opis pod naslovom Teorija in konstrukcija racionalnega toplotnega motorja. Rudolf bi nato izdelal serijo svojih uspešnih modelov, ki so dosegli vrhunec leta 1897 z razvojem 4-taktnega kompresijskega motorja z enim navpičnim valjem in močjo 25 konjskih moči. Njegova visoka učinkovitost, preprosta narava in enostavna zasnova so omogočili, da je izum takoj postal komercialni uspeh. Licenčnine pa so velikemu izumitelju prinesle tudi veliko bogastvo. Njegova stvaritev je sprva lahko delovala na katerokoli gorivo, kasneje pa je večinoma uporabljala rastlinsko ali arašidovo olje, brez potrebe po vžigalnem sistemu. Po mnenju raziskovalcev, vključno z Rudolfovimi lastnimi prizadevanji, so drugi parni stroji tistega časa porabili precejšnjo količino energijskega goriva. Trdil je, da ti sistemi porabijo več kot 90%, s čimer zapravijo precejšnjo količino energije. Medtem ko je bil njegov izum 75% učinkovit, kar je bistveno bolje od njegovih sodobnikov.
Do leta 1912 je bilo po svetu približno 70 tisoč dizelskih motorjev, ki so delovali v tovarnah in električnih generatorjih. Kasneje je dizelski motor revolucioniral železniško industrijo, po drugi svetovni vojni pa še industrijo tovornjakov in avtobusov, saj jim je omogočil prevoz težjih tovorov na bolj gospodaren način. Ko je Rudolf spoznal veličino svojega izuma, je sklenil zelo tvegan poslovni dogovor. No, skoraj ga je. Bilo je septembra 1923, ko se je Rudolf odpravil proti Angliji, s seboj pa je imel svoj motor z notranjim izgorevanjem, namenjen srečanju z britansko mornarico. Rudolfov razlog za to je bil v bistvu ta, da bi svojo iznajdbo prodal Britancem in jim omogočil, da v svoje podmornice ugradijo njegov sistematizirani motor. Nemčija je seveda na izum gledala kot na sredstvo za pridobitev prednosti. Dejstvo, da bi izum pristal v rokah njihovih sovražnikov in tekmecev, je bila očitno tvegana poteza. Toda Rudolf je bil lastnik svojega izuma in je lahko na koncu z njim počel, kar je želel. Toda njegova odločitev morda ni bila dobro sprejeta strani njegove vlade, glede na teorije o njegovem prezgodnjem izginotju. Bilo je 29. septembra, ko je izumitelj ukrcal na Dresden, parnik, ki je odplul iz Belgije in se počasi odpravljal proti Harwichu v Angliji. Večer je preživel v družbi svojih kolegov in se okoli 22. ure umaknil v svojo kabino. To je bilo zadnjič, da je kdo videl Rudolfa živega. Že naslednje jutro so njegovo kabino našli zlovešče prazno, postelja pa je bila nedotaknjena. Na nočni omarici sta bila njegova ura in klobuk namerno odložena, kot da bi se pripravljal na spanje. Pospravljena postelja pa je nakazovala, da mu tistega večera ni uspelo oditi spat, temveč ga je nekaj neznanega ali nevidnega zmotilo. Kljub takojšnjemu iskanju, Rudolf ni bil najden. Edina stvar, ki je ostala za njim, je bil njegov plašč, lepo zložen čez ograjo. 10 mučnih dni kasneje se je skrivnost doktorja Rudolfa Diesla še poglobila. Nizozemska ribiška ladja je naletela na truplo v Severnem morju. Bilo je že v stanju razkroja, do te mere, da ni bilo več prepoznavno. Ostanki so bili potegnjeni na obalo in policija je začela preiskavo. Pri osebi so našli osebne predmete, vključno s škatlico za tablete, denarnico in osebno izkaznico. Toda neprepoznavnega posameznika so vrnili v morje. Bližalo se je slabo vreme, stanje razkroja pa je pomenilo, da ostankov ni bilo več mogoče rešiti. Kasneje so predmete prepoznali kot Rudolfove, vendar je to sprožilo še več teorij o tem, ali je bilo truplo res njegovo. Njegov plašč je ostal na krovu, v njem pa bi morali biti ti predmeti. Namesto tega so bili ti predmeti spravljeni v njegove hlačne žepe z namenom, da jih najdejo. Nekateri so domnevali, da podrobnosti nakazujejo, da je bil morda ugrabljen in da je bila smrt zaigrana. Morda so Britanci stopili v stik z njim, nato pa so ga drugi nasilno odpeljali, da bi jim lahko razkril ključne podrobnosti svojih izumov. Ali pa je šel prostovoljno, v upanju, da se izogne jezi svoje vlade. Aman Malloy, 22-letni moški iz območja Ardell v severnem Belfastu na Irskem, so njegovi prijatelji in družina opisovali kot tihega, sramežljivega in premišljenega človeka, ki je pogosto potrebe manj srečnih postavljal pred svoje. Bil je navdušenec nad snukerjem, ki se je v času svojega sumljivega izginotja začel učiti igrati mandolino. Zaradi svoje mirne in prijazne narave si je pridobil veliko prijateljev, ki niso mogli razumeti, zakaj bi nenadoma izginil. Najbolj jih je skrbelo dejstvo, da je Eamon izginil med nemiri na severnem Irskem, ko so se nadaljevali spopadi med katoliki, ki so si želeli združene Irske, in protestantskimi unionisti, ki so želeli, da država ostane del Združenega kraljestva. Ta boj je trajal od leta 1968 in se je končal šele leta 1998, ko je bil sklenjen sporazum na Veliki petek, potem ko so se odločili, da si bodo katoliki in protestanti v državi delili oblast. 1. julija 1975 je Eamon nenadoma izginil. Razkrili pa so, da so ga tisti dan nazadnje videli v njegovi hiši v Ardouanu. Bil je zagrizen katolik in njegovi prijatelji ter družina so se bali, da bi ga lahko ugrabili zaradi njegovih političnih pogledov. Njegova družina ga je iskala daleč naokoli v upanju, da ga najde, vendar naslednjih 25 let niso našli nobenih sledi o tem, kaj se mu je zgodilo. Leta 1999 so se pojavile novice, da so njegove posmrtne ostanke našli v krsti na pokopališču.
Krsta ni bila pokopana, zato izkop ni bil potreben in Aman je bil hitro identificiran. Po njegovem pogrebu je resnica o njegovem izginotju končno prišla na dan, ko je njegovo družino obiskal duhovnik. Povedal je, da je leta 1975 delal v grofiji Louth, ko je neko noč skupina moških prišla k njegovi hiši in potrkala na vrata. Rekli so mu, da je bil nekdo hudo poškodovan v prometni nesreči v bližini in da je en pacient prosil za duhovnika. Strinjal se je, da jih spremlja, vendar so mu med vožnjo stran od njegove hiše povedali, da ga v resnici piljejo k zaporniku, za katerega so verjeli, da je ovaduh. Čakala ga je usmrtitev in je zato potreboval duhovnika, da bi mu prisluhnil pri zadnji spovedi. Nato so ga odpeljali v mobilno hišico na odmaknjeno območje in tam je prvič videl Amona. Njegove roke in noge so bile zvezane in bil je vidno v stiski, saj so mu povedali, kakšna usoda ga čaka. Duhovnik se ni odločil, da bi šel na policijo, ker ga je bilo strah za lastno varnost. Amona so končno našli, vendar se je kasneje izkazalo, da je bil le eden izmed več 10 ljudi, ki jih je ugrabila irska republikanska armada, od katerih je veliko doživelo enako usodo kot Amon. Leta 1921 se je v Italiji rodil Mauro De Mauro, bodoči namestnik policijskega komisarja. Od leta 1943 do 1944 je služboval kot komisar, kasneje pa se je po drugi svetovni vojni preselil v Palermo in začel novo kariero. Tam je posvetil svoje življenje novinarstvu. Mauro bi pokazal, kako izjemen novinar je bil in zaradi tega bi delal za več časopisov. Sčasoma bi se pridružil časopisu L'Ora, zgodovinskemu levičarskemu časopisu, znanega po svojih poročilih o protimafijskem gibanju. Prav ta služba bi Mavra spravila v težave in kasneje služila kot osnova za njegovo zloveščo izginotje. Ko je začel svojo službo pri La Laori, bi preiskovalni novinar naredil nepričakovano spremembo. Iz svoje sporne preteklosti, ko je podpiral Mussolinijev fašistični režim in bil povezan z Italijansko socialno republiko, je postal nekakšen aktivist proti vsemu temu. Ko je začel svojo kariero pri časopisu s komunistično usmeritvijo, bi Mauro postal del preiskovalne ekipe, ki bi razkrivala korupcijo v politiki, hkrati pa bi imela opravka tudi s sicilijansko mafijo. To delo je prinašalo svoje nevarnosti. Zahtevalo je, da novinarji raziskujejo sporne teme, ki bi jih mnogi raje pustili zakopane v podzemlju mesta. Pisatelji niso imeli nobene zaščite strani oblasti in njihove identitete nikoli niso bile skrite, kar je pomenilo, da so bili lahke tarče. Moro se je znašel kot ena od takšnih tarč. Poročal je o dejavnostih mafije in trgovanju z mamili. Bilo je očitno, da bo pristal na radarju tolpe, sebi pa ni prav nič pomagal, ko je objavil podroben zemljevid mafije, ki ga je potrdil prebežnik Tommaso Buscetta. Ti razkriti so se večinoma osredotočali na lokalno korupcijo, sicilijansko mafijo in trgovino z mamili, zaradi česar je postal glavna tarča za tiste, ki so želeli, da molči. Kljub tem tveganjem pa je Moro nadaljeval svoje delo in celo prejel prestižno nagrado, premijo Lino, za svoje preiskave. Leta 1970 pa se je njegovo delo nenadoma ustavilo. Njegova usoda je bila zapečatena v trenutku, ko je začel preiskovati skrivnostno smrt predsednika italijanskega državnega naftnega podjetja, znanega kot Eni. Predsednik je bil Enrico Mattei, ki je leta 1962 doživel svojo nesrečno smrt v letalski nesreči, ki se je zgodila v sumljivih okoliščinah. Moro je bil prepričan, da je bilo letalo sabotirano in je namignil, da ima mafija nedvomno nekaj pri tem. Ni trajalo dolgo, da je njegova preiskava začela pridobivati zagon v mesecih pred 16. septembrom. Le nekaj dni prej je svojim kolegom pri La Lora sporočil razborljivo novico. Imam ekskluzivno novico, ki bo pretresla Italijo, je trdil. Nekaj večerov kasneje, ko se je Moro po ulici Del Magnoli vračal domov, je njegova hči Franca doživela nekaj grozljivega. Opazovala je, kako se je njen oče nenadoma znašel v družbi več neznanih moških. Nato so se usedli v njegov BMW in odpeljali. Avto bi kmalu našli, vendar ni bilo nikjer nobenih sledi pomorov, niti kakršnih koli znakov, ki bi vodili do njegovega prebivališča. Novinarja ni bilo več in jasno je bilo, da so ga ugrabili, verjetno zaradi njegovega preiskovalnega dela in prelomnih informacij, ki jih je odkril. Policija je začela domnevati, da mu je mafija na koncu vzela življenje,
Vendar je iskanje trupla privedlo do trajne skrivnosti, saj ga nikoli niso našli. Skozi leta so se pojavile nove teorije, ki so izginotje Morova povezovale z njegovo preiskavo Matej ali z mafijskimi dejavnostmi, celo namigovale, da je šlo za nesrečen desničarski državni udar. Ko so oblasti poskušale preiskati vsako od teh domnev, so pogosto naletele na ovire, kar je vodilo do obtožb, da so nekateri posamezniki znotraj italijanske policije in obveščevalnih služb namerno ovirali prizadevanja. Leta 1994 je prebegli Buscetta namignil, da bi lahko bil Moro žrtev mafije, potem ko je izvedel resnico o Matejevi smrti. Vendar pa bi druge izjave prav tako nakazovale, da je novinar izvedel za načrte za državni udar in da je zaradi tega znanja predstavljal grožnjo različnim frakcijam, vključno z mafijskimi osebami in neofašisti. Kasnejša preiskava bi nakazovala, da je Morova izginotje, za katerega so verjeli, da se je končalo z njegovo smrtjo, posledica njegovega poznavanja zarote. Tožilec je namignil, da je mafija želela preprečiti Moru, da bi razkril zaroto med tolpo, neofašisti in domnevnimi vohuni, ki so poskušali izvesti državni udar. Leta 2001 je sodna preiskava primer ponovno odprla in le 5 let kasneje so ga preiskovali kot umor, kar je privedlo do sojenja, na katerem je bil mafijski šef Salvatore Riina glavni obtoženec. Namigovali so, da je preiskovalni novinar postal žrtev maščevanja mafije, vendar brez trupla ali dejanskih fizičnih dokazov, njegov primer ostaja skrivnost. Dokazi v tem primeru so zgolj posredni in temeljijo le na govoricah. Resnica o izginotju novinarja ostaja nejasna in zavita v skrivnost. Večina ljudi meni, da različni organi pregona sodelujejo pri reševanju zločinov in zagotavljanju varnosti javnosti. Toda to ni vedno tako. Včasih bo ena takšna agencija poskušala posegati v preiskavo, ki jo vodi druga, da bi prikrila lastne nepravilnosti. To se je zgodilo v primeru, v katerem je bil vpleten zapornik z imenom Anthony Brown. Medtem ko je bil zaprt v Los Angelesu, je FBI začel sumiti več namestnikov šerifa iz Los Angelesa, ki so bili očitno vpleteni v korupcijo, vendar niso imeli načina, da bi to dokazali. Nato so se odločili izvesti prikrito operacijo v zaporu in so stopili v stik z Brownom, da bi preverili, ali bi bil pripravljen sodelovati z agencijo. Stinjar se je in dobil nalogo, da zbere dokaze proti tem namestnikom, da bi jih lahko privedli pred sodišče. Vse informacije, ki jih je imel za FBI, so bile posredovane po telefonu, vendar je šerifov urad, takoj ko je Brown začel posredovati takšne informacije, začel prisluškovati njegovim klicem in izbruhnila je panika. Klici so bili izsledeni do FBI-ja. Ker so se bali, da bodo razkriti kot kriminalci, kakršni so namestniki pripravili načrt, da bi zagotovili Brownov molk. Za FBI se je zdelo, kot da je nenadoma izginil in ga niso mogli najti, tudi potem, ko so uradnike vprašali, kje je Brown. Že prej je razkril, da je bil zapor, v katerem je bil zaprt, zelo slabo voden in da se niso trudili izboljšati razmer tam. Številni zaporniki so bili izpostavljeni pretepanju, ki je bilo pogosto brez povoda. Ironično je, da je tajni agent FBI-ja uspel pretihotapiti mobilni telefon v Brownovo celico, potem ko se je dogovoril s pokvarjenim paznikom, ki je za kršitev pravil sprejel podkupnino v višini $1500. Operacija se je dobro začela, vendar je obstala, ko je Brown nenadoma izginil. 18 dni je FBI storil vse, kar je lahko, da bi ga našel, vendar niso uspeli pridobiti nobenih informacij o njegovi lokaciji in so jih pazniki ter namestniki šerifa nenehno zavajali. Bili so strahovi, da so mu v zaporu vzeli življenje in da to uradniki prikrivajo, vendar tega seveda ni bilo mogoče dokazati. Kasneje je prišlo na dan, da je Brown zbral informacije o tihotapljenju prepovedanih substanc, organiziranih pretepih in drugih koruptivnih dejavnostih v zaporu. In potem, ko je namestnik v eni izmed celic našel pretihotapljen mobilni telefon, so ga odstranili. Najprej so njegovo ime spremenili v zaporniškem registru, nato pa so ga odstranili iz celice in odpeljali drugam. Ko so preverili zaporniške evidence, so pokazale, da je bil Brown izpuščen iz pripora šerifove pisarne. Ko so Browna končno vrnili, je razkril, da so ga večkrat sredi noči prisilili v avto in ga odpeljali na neznano lokacijo. Vsaj 12 stražarjev je bilo zadolženih, da so ga nadzorovali 24 ur na dan.
Bojal se je za svoje življenje in ko je bilo vsega konec, je vložil tožbo proti šerifovemu uradu Los Angelesa, natančneje proti nekdanjemu šerifu Liu Baki in nekdanjemu podšerifu Paulu Tanaki, za katera so ugotovili, da sta bila vpletena v načrt ugrabitve. Med izbruhom koronavirusa je bilo veliko govora o tem, kaj je treba storiti za varnost splošne javnosti in katere ukrepe je treba sprejeti, da bi čim hitreje ustavili širjenje bolezni. Vendar pa so mnogi očitno pozabili na varnost zdravnikov in medicinskih sester, ki so morali zdraviti okužene bolnike, pri čemer je veliko njih izgubilo življenje, potem ko so bili med opravljanjem svojih dolžnosti izpostavljeni virusu. Ena zdravnica, A. Fan, je začela javno govoriti o tej temi, medtem ko je bila direktorica urgentnega oddelka v osrednji bolnišnici v Wuhanu na Kitajskem. Opazovala je, kako se je zdravje mnogih njenih kolegov poslabšalo, preden so nazadnje umrli. In menila je, da bi kitajska vlada lahko storila več, da bi omejila hitro širjenje bolezni. Postala je kritična do oblasti v medicinskem sektorju, potem ko je izvedela, da so bili zgodnji opozorilni znaki pandemije zatrti. In bili prikriti pred javnostjo, in poskrbela je, da je to omenila med intervjujem za revijo Renwu. Intervju je bil kasneje naložen na internet in skoraj takoj so kitajski cenzori začeli brisati video spletnih strani, kjer si ga je bilo mogoče ogledati. Postalo je jasno, da je A zadela občutljivo točko, vendar je imela svetu še več novic za sporočiti. Povedala je, da je decembra 2019 začela opažati, da so nekateri bolniki pod njenim nadzorom kazali zaskrbljujoče simptome, podobne SARS-u. In ko je na to opozorila svoje nadrejene, je bila deležna opomina in ji je bilo naročeno, naj molči. Kmalu so bile njene skrbi potrjene, ko se je pojavil prvi primer pandemije COVID-19. In le nekaj mesecev kasneje so 4 zdravniki, ki so delali v bolnišnici, izgubili življenje. Do takrat je več kot 3000 ljudi na Kitajskem podleglo bolezni. In A je skupaj s številnimi drugimi zdravniki začel razkrivati slabe razmere v Wuhanu. Njeni nadrejeni so kasneje izjavili, da so A povedali, naj svoje skrbi zadrži zase, saj bolnišnica ni želela povzročiti panike med javnostjo. Vendar se je zdelo sumljivo, da so bile informacije popolnoma zatrte, celo pred mediji. 2 dni po oddaji svojega poročila je bila poklicana v pisarno predsednika disciplinske komisije bolnišnice in prejela opozorilo zaradi škodovanja stabilnosti bolnišnice ter širjenja lažnih govoric. Preostalim zaposlenim v bolnišnici so naročili, naj z nikomer ne govorijo o virusu in jim dali zaščitna oblačila, ki naj bi jih nosili med delo. Kmalu se je bolnišnica polnila z novimi primeri. Kitajska vlada pa še vedno ni hotela priznati, da se bolezen prenaša z človeka na človeka. Še 8 zdravnikov je bilo poklicanih na zagovor, ker so spregovorili o resničnem obsegu prihajajoče pandemije, čeprav so se njihove bojazni do takrat že izkazale za resnične. 2 tedna po pogovoru z mediji je Abejeva nenadoma izginila, njeni sodelavci pa z njo niso mogli vzpostaviti stika. Na srečo se je ponovno pojavila aprila tistega leta, ko je objavila svojo fotografijo na delu z napisom Srečen 1. april. Kasneje je izjavila, da ni žvižgačica, ampak se je imela za osebo, ki je žvižgačem priskrbela potreben žvižg. Primer, v katerega je bil vpleten Frederick Valentič, Avstralec, ki je leta 1978 študiral za poklic domačega pilota, je res nenavaden. In vse do danes njegova nenadna izginotja ostajajo nerazrešena. Do časa svojega izginotja Frederick nikakor ni bil izkušen pilot. Letel je približno 150 ur, vendar je dosegel raven usposobljenosti, ki mu je dovoljevala letenje po noči, dokler je bila vidljivost dovolj dobra, da je lahko prepoznal določene znamenitosti. V preteklosti je zaprosil za komercialno pilotsko licenco, vendar ni opravil izpita, prav tako pa so ga zavrnili v kraljevem avstralskem letalstvu. Pokazal je tudi nekatere druge težave, saj so ga opozorili, ker je namerno poletel v oblak in zavestno vstopil v prepovedan zračni prostor. Po besedah tistih, ki so ga poznali, je bil Frederick znan kot vernik v NLP-je in je svojemu dekletu govoril o svojih strahovih, da bi ga lahko ugrabili nezemljani. To ga ni odvrnilo od njegove sanje, da bi postal pilot. In 21. oktobra 1978 je vzletel z letališča v Melbourneu z lahkim enosedežnim letalom Cessna. Načrtoval je preleteti približno 150 mil, pri čemer bi preletel Bassov preliv in rt Otway, preden bi prispel na otok King. Let bi moral trajati 1:10 minut in Frederick je meril, da je pripravljen. Nenavadno je, da nikoli ni zaprosil, da bi za njegov prihod prižgali luči na letališki stezi.
Ker pa je bila vidljivost dobra in vreme ugodno, ni bilo očitnih skrbi. To je veljalo, dokler kmalu po njegovem vzletu tisto noč ni prišlo do spremembe. Na neki točki je Frederick stopil v stik s kontrolo zračnega prometa in poročal, da je na nebu opazil nekaj nenavadnega. Ko mu je uspelo bolje pogledati, je ugotovil, da gre za nekakšen neidentificiran objekt, ki je nato začelo slediti njegovemu letalu. To informacijo je posredoval naprej in kmalu zatem povedal, da plovilo zdaj lebdi nad njegovim letalom. Pri tem pa je poudaril, da to ni nobena vrsta letala, ki bi jo kdajkoli prej videl. V posnetku njegovega pogovora s kontrolo zračnega prometa je bilo naslednjih 17 sekund popolnoma tiho, nato pa se je zaslišal čuden kovinski praskajoč zvok. Nadaljnji poskusi, da bi stopili v stik s Frederickom, so bili neuspešni in ko ni prispel na Kings Island, so začeli iskalno akcijo. Za iskanje po ožini Bass so uporabili ladje, civilna in vojaška letala pa so nato prečesala območje pod seboj v iskanju kakršnihkoli sledi njegovega letala. V 4 dneh so preiskali območje približno 2600 kvadratnih milj, vendar niso našli nobene sledi pogrešanega moškega ali njegovega letala. Iskanje so na koncu opustili in, kot je bilo pričakovati, so se začele pojavljati teorije zarote. Avstralska vlada je izjavila, da je njegovo izginotje razvrščeno kot nepojasnjeno, vendar so predlagali, da je letalo Fredericka doživelo mehansko okvaro ali pa se je morda zmedel, ko je opazil nenavaden predmet v bližini svojega letala, zaradi česar je strmoglavil. Obstajajo tudi nekateri ljudje, ki verjamejo, da si je opažanje izmislil kot zvijačo, da bi lahko namerno izginil. Toda njegova družina in prijatelji se s tem ne strinjajo, saj je bil navdušen nad svojo prihodnjo kariero pilota. Leta 2014 je Val Brooksman živel v Los Angelesu v Kaliforniji, kjer je delal kot glasbenik. A rodil se je v Ukrajini. Leta 1979 sta se njegova starša, Alla in Aleksander, odločila priseliti v ZDA, da bi svoji družini omogočila novo in boljše življenje. Naselili so se v Chicagu, preden sta se njegova starša ločila, njegova mati pa se je kasneje ponovno poročila z drugim moškim, preden so se preselili v New Jersey. Vendar pa se je leta 2014 Vanovo življenje nepričakovano obrnilo, ko je njegov oče, ki je bil direktor Nizozemske banke, umrl. Po očetovi smrti je Val dobil dostop do njegovega računalnika in ko je odprl očetov e-poštni račun, je našel zelo zanimive informacije. Naletel je na stotine datotek, povezanih z Nizozemsko banko, za katere je vedel, da bodo zanimive za oblasti. Zoper banko je bila sprožena zvezna in državna preiskava, saj so sumili, da so njeni zaposleni sodelovali v nepravilnostih. Ko je to vedel, se je Val odločil, da bo očetove datoteke ponudil FBI-ju v New Yorku, vendar se je najprej srečal z agenti v Los Angelesu. Potem, ko je razkril, kaj je našel, je FBI Valu dovolil, da se predstavi kot priča v preiskavi, ki je še potekala. On pa je datoteke posredoval več medijem in raziskovanemu podjetju Fusion GPS, ki je preiskovalo povezave Nizozemske banke s predsednikom Donaldom Trumpom. Nato je 7. aprila 2021 Val nenadoma izginil. Izkazalo se je, da je bil leta 2019 pozvan, naj določen dokument izroči Odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma, ki je preiskoval zadevo povezano z Rusijo. Verželo se je, da je Nizozemska banka najela ruske pralce denarja in da je bilo v shemo morda vpletenih še več drugih finančnih institucij. Prav tako je posredoval občutljive informacije novinarju New York Timesa in Forensic News, ki sta oba objavila članke o domnevnem pranju denarja in nepravilnostih. Potem, ko so Valentina prijavili kot pogrešanega, je policija razkrila, da so ga nazadnje videli okoli 16 ure v parku Griffith v Los Angelesu, kjer je odložil svoje dekle. Kasneje, tisti popoldan, bi moral priti ponjo in njenega sina, vendar se nikoli ni pojavil. Ko se do naslednjega jutra še vedno ni vrnil domov, je njegovo dekle uporabilo aplikacijo Find My iPhone, da bi izsledila njegov telefon in odkrila, da je bil njegov avto zapuščen v južnem osrednjem delu Los Angelesa. Motor pa je še vedno deloval. Avto so preiskali, vendar niso našli nobenih dodatnih sledi. Policija pa je ostala zmedena glede tega, kaj se mu je zgodilo. Namigovali so, da je bila njegovo sodelovanje z oblastmi dejavnik pri njegovem izginotju, vendar to ni bilo mogoče potrditi. Ti strahovi so bili končno ovrženi, ko se je Val nenadoma ponovno pojavil leta 2022. Vendar so ga nato aretirali, ker je nosil strelno orožje, ki ga je izdelal sam. To orožje je uporabil za grožnje zaposlenim v pivovarski umetniški koloniji, zato je bil zoper njega izdana prepoved približevanja.
Do tega časa se je oblastem zdelo, da je Van postal brezdomni in razkrili so, da je kazal nekaj zaskrbljujočega vedenja, saj je z doma narejenim orožjem grozil še več drugim ljudem. Kasneje istega meseca je policija sporočila, da so Vala našli mrtvega na območju srednje šole Wilson v El Serenu in ugotovili so, da je izgubil življenje po padcu z drevesa, pri čemer je utrpel poškodbe glave in hrbtenice. Veliko ljudi verjame, da to ni bila nesreča in Valovo nenavadno vedenje pred smrtjo je kazano na nekaj bolj zloveščega. Vendar to nikoli ni bilo potrjeno in pravi vzrok njegove nenadne izginitve ostaja neznan. Pandemija COVID-19, ki je izbruhnila leta 2019, je prizadela ves svet, saj so bili ljudje prisiljeni v strogo omejitev gibanja, med katero so lahko zapustili svoje domove le v določenih okoliščinah in so morali v javnosti vedno nositi zaščitne maske. Člani javnosti so postajali vse bolj zaskrbljeni, saj se je število okuženih bolnikov začelo drastično povečevati, zato so se mnogi odločili izvesti lastne preiskave. Kitajski državljan po imenu Feng Ben se je odločil poiskati odgovore in kmalu se je znašel v velikih težavah. Feng je začel snemati videoposnetke v Wuhanu, kjer se je izbruh začel, v prizadevanju, da bi svetu razkril resnico. Začel je objavljati svoje posnetke na YouTubu, da bi pridobil čim več pozornosti, kar je kitajska vlada močno obsojala. Že je prišlo na dan, da vlada ni bila povsem iskrena glede izbruha in da je med prepoznavo bolezni ter objavo resnice o njenem hitrem širjenju minilo 3 tedne. A to je bil le vrh ledene gore. Nekoč je Feng obiskal bolnišnico v okolici in posnel prizore prenatrpanih hodnikov, ker je bilo veliko ljudi neoskrbljenih zaradi prevelikega števila pacientov. Še bolj zaskrbljujoči so bili njegovi posnetki, ki so prikazovali številne umrle paciente, ki so jih nalagali v kombi. In takoj, ko je bil ta video naložen, je povzročil paniko med kitajskimi prebivalci, ki so bili do takrat v nevednosti. V enem od zadnjih videoposnetkov, ki jih je naložil, je pokazal posnetke policistov v civilu, ki so obkrožili njegovo hišo, nato pa je nenadoma izginil. Skoraj 3 leta nihče ni vedel, kaj se je zgodilo s Fejem. Njegova družina in sledilci na YouTubu pa so bili zaskrbljeni, da ga je kitajska vlada ugrabila ali utišala. Šele kasneje je prišlo na dan, da so njega in več drugih žvižgačev aretirali, da bi zagotovili njihov molk glede pandemije. Obtožen je bil povzročanja prepirov in izzivanja težav, ter mu je bilo naročeno, naj dokler bo zaprt z nikomer ne govori. Leta 2023 je bilo končno razkrito, da bo izpuščen iz zapora, vendar je ostal pod nadzorom vlade. Običajno je nekdo, obtožen tega kaznivega dejanja, lahko pridržan le 6 mesecev, vendar je Feng ostal v zaporu 3 leta, preden so mu dovolili vrnitev v družbo. Ross Alderson je delal za loterijsko korporacijo Britanske Kolumbije od leta 2008 do 2017. In tik pred njegovim odstopom in nenavadnim izginotjem je zasedal položaj direktorja za pranje denarja in preiskave. Do njegovega odstopa je prišlo zaradi določenih neskladij, ki jih je opazil med delom v korporaciji. In leta 2017 se je odločil, da svoja odkritja neposredno predstavi medijem. Odkril je zapleteno operacijo pranja denarja znotraj podjetja in se odločil izpolniti svojo dolžnost, tako da je prijavil svoja odkritja. Povedal je, da je na neki točki začel opažati velike vsote denarja v majhnih bankovcih, ki so jih dostavljali igralcem z visokimi vložki v igralnicah. Denar je bil običajno zavit v pakete ali pa dostavljen v vozilih, ki jih ni prepoznal. Ena od zadevnih ustanov je bila igralnica River Rock v Richmondu, Britanska Kolumbija. On in še nekaj drugih preiskovalcev so se odločili podrobneje preučiti poslovanje igralnice. Začeli so verjeti, da so denar v igralnico prinašali člani kriminalnega podzemlja, nato pa so ga razdelili med velike igralce, ki so tam igrali na srečo. Zdelo se je kot popoln način za pranje nezakonito pridobljenega denarja in Ross je vedel, da mora nekaj storiti, da to ustavi. Nekega dne, ko je bil v igralnici, je opazil, da poteka sumljiva transakcija. Izplačilo v višini $100,000 je bilo izvedeno v bankovcih po $20, kar je bilo zelo nenavadno, zato se je odločil posredovati. Toda takoj, ko je to storil, ga je prestregel upravitelj igralnice, ki ga je nato prijavil Loteriji Britanske Kolumbije. Poklicali so ga in mu naročili, naj preneha preiskovati igralnico, saj se je od njega pričakovalo le, da opazuje dogajanje tam in nato poroča svojim nadrejenim.
Prepovedali so mu tudi pogovarjanje z igralci v ustanovi. Kmalu pa je začel verjeti, da so njegovi nadrejeni v korporaciji del problema. Nadaljnja preiskava je razkrila, da so bile te težave v preteklosti že večkrat izpostavljene korporaciji, ko so policisti in preiskovalci opazili to sumljivo dejavnost, vendar so jim naročili, naj opustijo svoja vprašanja, ali pa so jih preprosto ignorirali. Kljub temu je Ross leta 2015 pripravil obsežno poročilo, v katerem je priporočil, da morajo biti vse transakcije nad $20,000, ki naj bi jih izplačali igralcem z visokimi vložki, najprej preverjene strani ponudnikov storitev v igralnici. Toda njegovo priporočilo je naletelo na gluha ušesa. Zato je leta 2017 menil, da nima več izbire, kot da javno razkrije svoja odkritja, saj ni želel postati vpleten v zapleteno in nevarno kriminalno dejavnost. Leta 2020 je bil poklican, da se udeleži preiskovalne komisije o pranju denarja v Britanski Kolumbiji, vendar se ni pojavil. Ko nihče ni mogel stopiti v stik z njim, so naredili še veliko več poskusov, da bi stopili v stik z Rossem, vendar zaman, saj nihče ni vedel, kam je izginil. Kasneje je prišlo na dan, da se je Ross preselil v Avstralijo, potem ko so ga zaradi njegovih trditev nenehno nadlegovali in je začel skrbeti za svoje življenje ter življenje svoje družine. Svoja odkritja je na koncu predstavil Cullenovi komisiji preko video povezave leta 2021 in njegove skrbi so bile potrjene. Ostaja neznano, ali je bil kdo zaradi tega aretiran, vendar je Ross leta 2023 prejel nagrado Petra Brysa za etično voditeljstvo in žvižgaštvo. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonec za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.